Dober dan vsem. Začenjam z tretjim predavanjem iz psihologije samotnosti, osamljenosti in izoliranosti. Zaenkrat smo govorili o nekaterih statističnih podatkih, ki pričajo, da je že pred pandemijo živelo veliko ljudi, ki so izjavljali, da so pogosto ali vselej osamljeni, da je živelo veliko ljudi, ki so izjavljali, da je njihov edini sogovorec, če lahko tako rečem, bodisi domača žival, ljubljenček ali pa televizor, da je živelo že pred pandemijo veliko ljudi, ki so bili odvisni od zelo majhnih dohodkov, ki so bili nezaposleni, ki so bili revni, na robu revščine in podobno. In smo pravilno ugotavljali, da pandemija oziroma izoliranost ni vzrok, torej ne povzroča težav v duševnem zdravju, ne povzroča depresije, stresa, občutkov osamljenosti in podobno, da vse to krepi, ni pa vse to posledica izoliranosti, in s tem smo vzpostavili nekatere koordinate za dobro razumevanje same psihologije, kajti psihologija je del družbenega življenja, zato si bomo danes pogledali širši okvir, znotraj katerega obstaja psihologija. Naj kar naprej še enkrat poudarim, da se psihologi vse prevečkrat obnašajo, kot da so posamezni ljudje, ki jih opisujejo, preučujejo, analizirajo, merijo in tako dalje, predmeti, tako kot so predmeti tisti objekti, ki jih raziskuje na primer fizika ali pa kemija, kot da na ljudi ne vpliva družbeno življenje, socialno življenje, politično življenje, ekonomsko življenje, kulturno življenje, civilizirano, civilizacijsko življenje, vse zadnje. Vse prevečkrat je tako. Mi se bomo, oziroma se skušamo taki psihologiji izogniti, zato ker je prekratka, ker preprosto pove premalo o tem, kar sicer hoče povedati, namreč zakaj se ljudje obnašajo tako, kot se, zakaj delujejo tako, kot delujejo v vsakdanjih življenjih, kakšni so njihovi medsebojni odnosi, zakaj so taki, kakršni so in tako dalje. In čisto naključje je, da je danes tudi dan Zemlje, kot smo že ugotovili. Tole je današnji Googlov logo. Mi smo si enega že pogledali v prvem predavanju, ko smo razmišljali o vprašanju, s katerim se danes soočajo zelo številni ljudje. To je vprašanje, kako prenašati izoliranost, kako prenašati stres, kako prenašati občutke osamljenosti, kako prenašati pomanjkanje socialnih odnosov, kako vplivati na nekvalitetne medsebojne odnose ali premalo kvalitetne medsebojne odnose, kako pravzaprav skrbeti za svoje duševno zdravje in tako dalje in tako dalje. In danes bomo spregovorili še enkrat na nov način o tem vprašanju oziroma o odgovorih na to vprašanje in lahko tudi ponovim, kar sem že povedal, namreč, da na prvi pogled, na prvo žogo, kot se reče, so odgovori na taka vprašanja
tako rekoč pri roki in jih poznajo bolj ali manj vsi ljudje. Vsakdo od nas zelo dobro ve, kako je s tem, ko vas, na primer, kdo povpraša za kakšen nasvet in če ste dovolj naivni, poskušate človeku nasvet tudi dati, praviloma pa je odgovor človeka, ki sicer sprašuje za nasvet, tak, da reče, to, kar mi pripoveduješ ali svetuješ, že poznam, to mi je že čist jasno, to sem že poskusil, pa ne deluje in tako dalje in tako dalje. Vzdolž te dimenzije, ne, razmišljanja o začetnem vprašanju, kako torej vse to premagovati, se zdi in do določene mere upravičeno, da pravzaprav vsi ljudje vse že vedo. Da tudi tisti, ki morda ne vedo dovolj, dobivajo dnevno sporočila, povezave, besedila, videe, filme, glasbo, nasvete in tako dalje, kot odgovore na vprašanje, kako danes preživljati vsak dan. In videli smo že in še bomo, da je vse to sicer videti hvalevredno in je super in je do določene mere tudi učinkovito in ljudje se odzivajo in se to uporabljajo in se morda zaradi tega tudi bolje počutijo, a nič več kot to. In danes bomo pogledali, zakaj je tako, zakaj so taki preprosti psihološki ali pa tudi nepsihološki nasveti tako pogosto neučinkoviti, zakaj so prekratki, zakaj se ljudje obnašajo drugače, čeprav bi človek naivno sklepal, če veš, kaj narediti, potem to tudi naredi. Kje je težava? O tem kasneje. Danes bi nadaljeval z tako rekoč novo, še zelo svežo ugotovitvijo, ki jo verjetno tudi vi poznate in jo najbrž delite z menoj. Namreč pojavila se je nova oblika izčrpanosti in izgorelosti, ki se v angleščini imenuje screen out. Kaj to pomeni? Pomeni približno tole. Tisti, ki delamo od doma, imamo v zadnjih tednih lahko, ni nujno seveda, tole preprosto izkušnjo. Ko smo na delovnem mestu, ko gremo recimo v zavod, v šolo, kamorkoli že, in je naš delovnik dolg 8 ur, nikoli ne delamo 8 ur. Ni logike, da bi delali 8 ur. Ali pa da bi delali, 7 ur pa 59 minut. Če nič drugega, najprej odštejemo pol ure za malico, pa potem zjutraj je treba kavico spiti, pa vmes se malo sprehodimo, da si noge pretegnemo in tako dalje in tako dalje. Mogoče gremo ven na čik, ker ne smemo znotraj kaditi. Skratka, nikoli ne delamo 8 ur. Zdaj se zdi, vsaj moja izkušnja je taka, da bi morali delati ne samo 8 ur, ampak mogoče še zvečer, pa popoldan, pa malo pregledati še maile, če so kakšni novi prišli. Meni se je že nekajkrat zgodilo, da ko sem šel vmes do kuhinje, da nekaj pojem, mi že je zvonil telefon, bejž hitro nazaj, nov Zoom sestanek je ali pa novo srečanje je. Vse to prispeva k screen outu, se pravi k temu, da so mnogi ljudje danes dodatno obremenjeni, kot da je treba delati bistveno več, kot delajo sicer. Za razumevanje širšega okvira, znotraj katerega se gibljemo, so potrebni še nekateri vpogledi, ki jih prinaša skorajšnje naše delo od doma, če lahko tako rečem, oziroma izoliranost. Prvi podatek, ki bi ga rad še enkrat izpostavil, je zelo pomemben za našo psihologijo, je, da se po seveda različnih državah nekoliko različno, če se omejimo samo na depresijo in depresivna stanja, anksiozna stanja, tesnobna stanja, negotovost in tako dalje,
število ljudi, ki so tako ali drugače ujeti v začarani krog depresije in depresivnosti, vsaj od leta 1993, respektivno seveda različno po državah, pravzaprav povečuje. Kar je osupljiv podatek. Skoki niso dramatični, pa vendar je statistika neizprosna. Še preden se je začela kakršnakoli pandemija, so znanstveniki odkrivali, da se dogaja nekaj, na kar je treba biti pozoren. No, in eden od teh znanstvenikov, britanski epidemiolog Michael Marmot, je pred kratkim priobčil eno obsežno metaštudijo, iz katere je razvidno tole. Sodobne družbe, v katerih živimo, so izrazito hierarhično organizirane in podatki pravijo takole. 20%, 1/5 ljudi, približno seveda spet po različnih državah se številke majčkeno razlikujejo, ampak ne bistveno, 20% tistih ljudi, ki so na dnu družbenih lestvic, glede na premoženje, dohodek in tako dalje, ima približno 3-krat večje možnosti, če lahko tako rečem, da bodo zboleli za kakšno obliko, torej duševno boleznijo, da bodo imeli duševne stiske, da bodo imeli težave, psihosomatske težave, pa tudi somatske bolezni. 20% torej teh ljudi ima 3-krat več možnosti za take težave, kot 20% tistih ljudi, ki so na vrhu družbenih lestvic. Kar pomeni, da že sam družbeni položaj, še preden se zgodi kakršnakoli pandemija in izoliranost, pomembno vpliva na duševno in telesno zdravje ljudi. Obstajajo močne korelacije, pomembne korelacije, ne vzročne zveze, ampak korelacije med bogastvom, premoženjem posameznika, družbenim položajem in bogastvom same države, v kateri živi na eni strani, ter duševnimi težavami, motnjami na drugi strani. Ko govorimo o duševnih težavah, motnjah, mislimo na sorazmerno blage težave v obliki stresa, anksioznih stanj, nespečnosti, glavobolov in tako dalje, pa do zelo resnih duševnih bolezni, med katerimi je gotovo depresija zelo, zelo pomembna, zlasti zato, ker je tako zelo razširjena. In če povzamemo te statistike, te številke, da bi dobili en big picture, en velik panoramski pogled na naše življenja, potem lahko skoraj malo shematično povzamemo tako, kot je zapisano na tem diapozitivu desno spodaj. Če dodamo k že omenjenim težavam, zlasti depresivnim, anksioznim stanjem, stresu, še negotovost, občutenje negotovosti, zlasti pri ljudeh, ki lahko izgubijo službo, ki so zaposleni za nepolni delovni čas na projektih, skratka prekerni delavci, potem lahko zaokrožimo naše dozdajšnje razmišljanje tako, kot je napisano spodaj. Se pravi, danes, ko prištejemo še pandemijo, pa tudi izoliranost, je težav, ki se krepijo, torej bistveno več in tamle so tudi naštete, zato jih ne mislim brati. S tem smo prišli do enega širokega, globalnega vpogleda, znotraj katerega ima seveda pomembno vlogo tudi psihologija in o tem bomo danes še veliko povedali. Ampak gremo lepo počasi. Rad bi citiral znano znanstvenico, raziskovalko, ki proučuje sodobne težave ljudi znotraj kapitalističnih okolij, to je Naomi Klein, ki povzema vse to, kar sem do zdaj povedal, na tale način, ki je tukaj zgoraj zapisan. Se pravi, preden poskušamo biti psihologi, zlasti laični, naivni psihologi, je dobro vedeti, da smo ljudje predvsem socialna in družbena bitja,
ki smo močno odvisni od družbenih nepravičnosti, družbenih položajev, premoženja, empiričnih možnosti, ki jih imamo za življenje, se pravi, da nismo lačni, da imamo streho nad glavo in tako dalje, in da na vse skupaj močno vplivajo družbene neenakosti. In seveda eden od zelo pomembnih dejavnikov, ki bo svoje razsežnosti pokazal šele v naslednjem obdobju, v naslednjih mesecih, je, da se bo zelo povečalo število ljudi, ki bodo nezaposleni, ki so nezaposleni že sedaj, katerih družbeni položaj se bo močno poslabšal, ker se bodo poslabšali empirični pogoji, tudi če bodo zdravi, tudi če ne bodo okuženi njihovih življenj. Po nekaterih ocenah, podatki so sicer stari že en mesec, ampak tako zelo zgrešeni pa vendarle niso, so ocene, da se verjetno na svetu vsaj 25 milijonov ljudi pričakuje, ki bodo zaradi pandemije nezaposleni. V Združenih državah Amerike pa nekateri ocenjujejo celo, da bo samo tam približno 50 milijonov ljudi ostalo brez dela, kar je grozljiva številka, pomeni približno 32% vseh zaposlenih. To je številka, ki je bistveno višja od števila nezaposlenih po veliki depresiji leta 1929. Za naše umeščanje psihologije v te širše okvire je to izjemno pomembno, med drugim seveda tudi zaradi tega, ker psihologi znajo do določene mere sodelovati z ljudmi, vplivati na kakšna duševna stanja, ne morajo pa ljudi zaposlovati in premagovati revščine in tako dalje. Da ne bi bili torej preveč naivni. Zdaj ob tem se zastavlja še vprašanje, o katerem želim spregovoriti. V teh zadnjih tednih, 5-6 tednih smo priča še enemu pojavu, za katerega se lahko vprašamo, ali se bo, ko bo vsega tega konec, ko bo pandemije konec, to tudi nadaljevalo, ali bomo šli, kot se reče, back on track, se pravi nazaj v stare vode. Zato je tole vprašanje, ki je na zaslonu, pravzaprav tudi zelo relevantno, aktualno. Kajti povečuje se tudi število ljudi, ki postajajo izjemno solidarni v tem obdobju. Število načinov, kako se ljudje med seboj povezujejo, kako si pomagajo, kako skrbijo drug za drugega, se ravno tako povečuje. In zdaj imajo številni ljudje izkušnjo, kako pomembno je v vsakdanjem življenju živeti to, kar sicer bolj ali manj vsi poznamo, to je solidarnost, to je sočutje, čuječnost, skrb za drugega, medsebojna pomoč in tako dalje in tako dalje. Tudi to je nekaj, kar zdaj prihaja do izraza, zato je seveda to vprašanje tukaj zelo na mestu, zveni malo politično, ampak to ni čisto nič hudega. Ali bomo zaradi vsega tega, kar se dogaja, zmogli biti tako solidarni ali pa še bolj, tako sočutni, tako polni empatije, medsebojne skrbi, kot zdaj, tudi potem, ko se bomo spet znašli pravzaprav v drugačni situaciji, v kateri bodo vsaj nekatera bremena manjša, kot so sedaj. Za psihologijo posameznikov je to tudi pomembno, kot bomo videli kasneje. Odvisno bo, in to bodo raziskovalci na veliko raziskovali, česa smo se kot posamezniki zdajle v vseh teh tednih naučili in kako to lahko ali pa bo vplivalo na naše rutine, na naše navade. Ali se bodo naše navade zaradi tega, kar se nam zdaj dogaja v pandemiji, v izoliranosti, kaj spremenile ali ne. Zelo pomembno vprašanje, ki ni samo psihološko, ampak je tudi družbeno, kajti ta izraz, ali smo zaradi COVID-19 kasneje lahko bolj socialistični,
bolj solidarni, bolj naklonjeni drug drugemu, izražamo več empatije in tako naprej, je torej aktualno vprašanje. Seveda, ker smo že kar nekaj časa na tem svetu in nismo preveč naivni, se zastavlja vprašanje, ali smo lahko navsezadnje optimistični, in moj odgovor je morda, ali pa tudi ne. Morda je bolje biti realističen in zdaj v nadaljevanju sledi nekaj idej, kaj to pomeni. Kaj je realizem, realističnost našega trenutka in seveda tega, kar bo sledilo, da, kot rečeno, ne bi bili preveč naivni in da se ne bi preveč zanašali na psihologijo. Na psihologijo se je dobro zanašati, ampak hkrati je dobro vedeti, kako zelo je omejena v družbenih okoljih, v katerih pač obstaja. Psihološko lahko sklenemo zaenkrat in ugotovimo tole, kar je napisano. Zadnjič smo govorili tudi o temeljnih človekovih potrebah, govorili smo o motivaciji in nesporno je danes še bolj res, kot je bilo to pred pandemijo, da zelo, zelo potrebujemo drug drugega oziroma še bolj očitno postaja, kako močno ljudje potrebujemo drug drugega. Kako močno smo pravzaprav drug od drugega odvisni, kar se zdi na prvi pogled precej preprosta, trivialna ugotovitev, pa vendarle ni. Zato, ker živimo v družbenih okoljih, v katerih se že dolgo časa, recimo v 20. stoletju, močno spodbuja individualizem. In v luči takega spodbujanja je danes spet zelo aktualno razmišljanje, kaj bomo kasneje naredili s tem svojim individualizmom, na katerega smo bolj ali manj navajeni. Nekako v smislu zanašaj se nase, na druge ljudi pa ne računaj kaj preveč. Ravno nasprotno je res zdajle. Potreba po tem, da imamo ljudje okoli sebe druge, na katere se lahko zanesemo, s katerimi se lahko pogovarjamo, ki so pripravljeni poskrbeti za nas, ki so nas pripravljeni poslušati, ki so pripravljeni se pogovarjati z nami, je zelo velika in seveda tudi bistveno večja, kot je bila morda še nekaj tednov nazaj. Še nekaj tednov nazaj, ko smo bili mnogo bolj izpostavljeni običajnim vsakdanjim pričakovanjem, povezanimi z žargonom samega življenja, kapitalističnega življenja, ki ga živimo. Ko je bilo bolj ali manj ljudem jasno, kako so naša življenja v veliki meri prepuščena zakonitostim tržne ekonomije, muhavosti trgov in tako dalje in tako dalje. No, mislim, da je vse, kar je tukaj še napisano na tem slajdu, bilo že povedano, zato gremo lahko naprej. Zdaj, rekli smo že, vprašali smo se že, kakšne pozitivne posledice pa vendarle lahko ima življenje v tem obdobju izoliranosti, ker nima samo negativnih, saj to je najbrž že popolnoma jasno, in česa se lahko iz teh optimističnih spoznanj, ugotovitev naučimo. Nekaj dni nazaj sem prebral intervju z Jane Goodall, z izjemno žensko, ki jo seveda ne osebno, drugače poznam že dolgo časa, je ena od tistih oseb, ki jih neizmerno spoštujem zaradi dela, ki ga je na primer ona do zdaj opravila. Jane Goodall sorazmerno preprosto povzema to, o čemer tudi mi tukaj razmišljamo, se pravi, za nas je aktualno vprašanje, kaj bomo naredili z materialističnim načinom življenja, na katerega smo bolj ali manj navajeni, s katerim se bolj ali manj strinjamo, se ni pomembno, vsi smo potopljeni vanj, potopljeni v življenje in tudi to je neposredno povezano z izbruhom koronavirusa. Najbrž vsaj nekaj časa še ne bi bilo te pandemije, če ne bi na enih tržnicah z živalmi
trgovali tako, kot pač trgujejo, in so pravzaprav prispevali k temu, da je virus prešel iz ene živalske vrste na drugo. Človek po vsakdanjem življenju netopirjev pač ne sreča, pa tudi kakšnih kuščarjev in glodavcev, zelo redko se to lahko zgodi, kar pomeni nekoliko naivno sicer rečeno, da bi virus lepo še dolgo časa živel skupaj s svojimi gostitelji in ne bi prišel na ljudi. Ampak se je zgodilo tudi to, se pravi, kar hitro pridemo do razmišljanj o tem, kako tudi na koronavirus vpliva naš materialistični, kapitalistični način življenja, ki, tako kot pravi Jane Goodall, daje velik pomen, veliko prednost tržnim zakonitostim in rasti BDP-ja in tako dalje, pogosto brutalno uničuje naravna okolja. Ljudje, zdaj ko navajajo številke, koliko ljudi je umrlo zaradi koronavirusa, nekako kar ne povedo. Bi bilo zanimivo zraven voditi statistiko, koliko živali smo v teh tednih pobili ljudje, zato da se z njimi prehranjujemo. Številke so gigantske. Če majčkeno spet rečem, če si lahko privoščim, mogoče malo na prvi pogled patetično primerjavo, koliko ljudi je umrlo zaradi enega virusa in v istem času koliko milijonov, na desetine milijonov živali smo ljudje pobili, najprej seveda vzgojili in pobili, zato da se z njimi prehranjujemo. In Jane Goodall ni kaj prav dosti optimistična, čeprav je kot oseba izjemno optimističen človek, ampak na globalni ravni pravi, se bojim, da bo verjetno prevladal slogan back to business as usual. In v tem času ste verjetno že tudi slišali, kako bizarne stvari se dogajajo na svetovnih trgih, kjer trgujejo z nafto in pravzaprav zdajle proizvajalci nafte dobesedno plačujejo ljudem, da odpeljejo nafto, ker je enostavno preveč. In najbrž bomo potem kurili še več in še več in še več in seveda s tem pridemo do nečesa, s čimer se zdajle kaj dosti ne ukvarjamo. In to so globalne spremembe. Jaz bom samo omenil nekaj globalnih podnebnih dejavnikov, ki vplivajo zdajle na življenje, pa nismo na to toliko zelo pozorni. Znanstveniki opozarjajo, tale članek je bil objavljen 16. aprila, kot vidite, da ta hip zdajle nastaja mega suša v Mehiki in Združenih državah Amerike, ki pravijo, je večja, kot je bila kadarkoli do zdaj, vsaj kar to ljudje pač spremljajo. Mogoče še na hitro najnovejši podatki. Članek je bil objavljen 19. aprila, jaz ne vem, kjer ga danes smo, ampak to je par dni nazaj. Eni znanstveniki že ugotavljajo, da izraz climate change pa global warming pravzaprav ni več dober, nista več dobra, ker se podnebni ekstremi že tako povečujejo, da bomo pravzaprav potrebovali nove besedne zveze, da bi razumeli to, kar se nam zdajle dogaja in kar nas jutri čaka. Ko bo pandemija konec, globalne spremembe podnebne ne bodo kar čudežno izginile. Če preskočim zdaj nazaj, zadnjič smo se dotaknili dveh tem, ki bosta za naše nadaljnje razmišljanje ključni. Naj razumemo tole, kar sem do zdaj povedal, kot uvod k temu, kar sledi. Zadnjič smo spregovorili in uporabili dva koncepta. Vpeljali smo dva koncepta. Eden je zmagoslavje terapevtske kulture v 20. stoletju, ki je privedla do enormnega širjenja, zaostrili zadevo z navedbo knjige, pod katero zdaj že klasična knjiga, je podpisana Alice Miller, in prišli do zelo preprostega vprašanja. Zadnjič smo govorili o motivaciji, zdaj bomo govorili o nadaljevanju. Kaj v osnovi, morda poleg tega, seveda, da imamo zagotovljene empirične pogoje, da imamo hrano in tako dalje, ljudje potrebujemo. In smo ugotovili, prav gotovo je to, da smo spoštovani, da drug drugega spoštujemo. Ja,
S tem, kot rečeno, pridemo do ene zelo preproste ugotovitve, sledilo bo nekaj bolj strogo psihološkega, kajti čeprav se zdi, da je zadeva zelo preprosta, na žalost ni tako zelo preprosta. Če bi človek vprašal samega sebe, kaj pomeni spoštovati drugega človeka? Kaj naj jaz naredim? Kako naj se obnašam, da bom prepričan, da bom upravičeno verjel, da spoštujem sočloveka? Kako naj to vem? In obratno, česa si želim od drugega človeka, da bi imel občutek, jaz namreč, da me spoštuje. Na prvi pogled se zdi, da je stvar zelo preprosta, potem se bo pa izkazalo, da ni tako zelo preprosta. To ne pomeni, da to ni mogoče, spoštovati drugega človeka ali biti spoštovan, je pa zadeva malo bolj zapletena in si jo bomo lepo počasi pogledali. Začel oziroma nadaljeval bom z nečim, kar zopet vsi zelo dobro poznamo. Nič novega. Rekli boste, lej, to je trivialno res, zakaj nam to govoriš? Kasneje bo razvidno, zakaj. Da zaključimo temo, s katero smo zadnjič začeli in še enkrat lahko odčrtamo, rečemo tole. Temeljna človekova motivacija je, da je skupaj z drugimi ljudmi, da to potrebuje na isti ravni, kot potrebuje hrano, in da so ti odnosi, te povezanosti z drugimi ljudmi take, da prispevajo k blagostanju, občutku, da je človek vreden, da je priznan, pripoznan, da je sprejet, tudi takrat, ko se kdo z njim ne strinja. To je temeljna motivacija. Iz tega sledi zelo enostavna ugotovitev, ki je hkrati tudi vprašanje v času izoliranosti morda še bolj zanimivo in pomembno. Koliko časa smo si ljudje pripravljeni vzeti za to, da spregovorimo o tem, kar je psihološko za vsakega človeka zelo pomembno. To je, da spregovorimo o svojih anksioznostih, tesnobnostih, o svojih negotovostih, o svojih strahovih, o svoji ranljivosti. Zelo preprosto vprašanje, in verjetno se boste strinjali, da je do določene mere vsekakor pomembno, da si vzamemo čas in o teh stvareh spregovorimo. Kar je lahko narediti ali pa morda tudi ne doma, v krogu bližnjih ljudi, ni pa nujno, da je tako. Danes v času izoliranosti je lahko življenje doma v krogu bližnjih še večji pekel kot sicer. Lahko je, ampak o tem smo že kar govorili. In da ne samo govorimo o sebi, o svojih strahovih in svojih tesnovah, ampak da se pogovarjamo o tem, o čemer smo zadnjič tudi že malo spregovorili, kar imenujemo resnično življenje. Življenje, ki ga morda živimo za temi ščiti, pred katerimi se pač branimo, ker se moramo pred zunanjim svetom, da nas preveč ne poškoduje. Raziskave in tudi izkušnje ljudi že dolgo potrjujejo, da je taka temeljna motivacija, ko se ljudje odločimo za kaj takega, lahko izvrsten korak na poti, ki se imenuje bolj pristno, globlje povezovanje z drugimi ljudmi. Gotovo, da ne z vsemi, jasno, da ne, ampak s kakšnim človekom pač. In ta temeljna motivacija nam že kar precej pove, kaj se najbrž danes dogaja, ko živimo bolj ali manj prisiljeni na majhnem prostoru z bližnjimi ljudmi sorazmerno dolgo časa. In se zdi, da je to lahko dober odgovor na vprašanje, kako premagovati strahove, tesnobe, stiske in tako dalje.
in tudi je, dejansko je to dober odgovor. Hkrati nam pa že spet statistika pravi, tudi v Sloveniji, da tam nekje vsak četrti, vsak peti človek izjavlja, da postaja življenje za štirimi zidovi počasi nevzdržno. Da je težav še več kot prej, da so medsebojni odnosi še bolj skrhani, da si pravzaprav želijo ven iz teh prostorov, tako kot se reče, vsaj za nekaj časa vsak dan, recimo za 8 ur na delovno mesto. Hkrati torej pravim, je to lahko dober odgovor, po drugi strani se pa lahko izkaže, da če nismo te temeljne motivacije negovali že prej, pred pandemijo, jo zdajle kar naenkrat čudežno tudi ne moremo začeti gojiti. Da so to bolj stvari povezane s tem, o čemer bomo spregovorili v nadaljevanju. In najbrž boste spet prikimali in se strinjali s tole zelo preprosto ugotovitvijo, ki je to nadaljevanje razmišljanja o temeljni človekovi motivaciji, da je zelo lahko hudo in zelo boli in je zelo lahko povezano s stresom in občutki negotovosti in manjvrednosti in tako dalje, ko si človek želi globlje povezanosti z drugim človekom, zlasti čustvene povezanosti, pa mu recimo to ne uspeva. Pa ne najde te povezanosti ali pa jo ne more ustvariti. Ali pa jo dva ali pa več ljudi iz različnih razlogov ne more ustvariti. In zdaj si bomo malo bolj natančno pogledali nekatere raziskave, ki so bile objavljene pred kratkim, ki na nove načine osvetljujejo, zakaj je tako. Zakaj niso te zadeve, ki se zdijo tako zelo preproste, tudi zares v vsakdanjem življenju take. Ena od raziskav, objavljenih prejšnji teden, prinaša izsledke daljše raziskave, s katero so ugotavljali, kako ljudje kako se med seboj povezujemo, kateri so tisti dejavniki, ki nam pomagajo, ki nam omogočajo čutiti globljo povezanost z drugimi ljudmi. Namreč to ni nekaj, kar pade z neba, to ni nekaj, kar samo od sebe nastane. To je nekaj, kar ljudje ustvarjajo. Kaj je torej treba narediti, da imamo ljudje močen občutek medsebojne povezanosti? To ne pomeni, da moramo vstopati v intimo drugega človeka, daleč od tega, pa vendar imamo lahko občutek, da smo si na nek način blizu. Lahko smo si blizu s človekom, o katerem vemo zelo malo, naprimer. Lahko smo si blizu s človekom, katerega življenja, intimnega, pa osebnega, domačega življenja, če sploh ne poznamo, kar je lahko tudi seveda dobra novica. Tukaj bi izpostavil en dejavnik od mnogih, ne bomo se preveč ukvarjali s to raziskavo, en dejavnik bi pa izpostavil, namreč v angleščini se temu reče guilty pleasures. Danes ljudje živimo v svetu, v katerem se zdi, da je cela vrsta enih drobnih vsakdanjih užitkov taka, da nam bi morala vzbujati občutke krivde. Da jemo preveč tako hrano, onako hrano, da pijemo ne vem kakšne pijače, da uživamo ne vem kakšne substance, da se premalo gibljamo, da premalo tega, da premalo onega. Vse to, kar zdaj na kratko naštevam, je zelo povezano z našim uvodnim razmišljanjem o psihologiji izoliranosti. Obstaja celo preobilje nasvetov, kaj naj bi danes počeli, da bi se dobro počutili, da bi bili zadovoljni in tako dalje. Hkrati se pa ponujajo tudi te občutki, kaj vse je pa prepovedano, pa ni dovoljeno, in če hočeš dolgo časa živeti in če hočeš biti zdrav, kaj vse moraš početi, itd., itd., itd. No, raziskava potrjuje nekaj, kar zna biti zelo zanimivo za vsakdanjo rabo. Namreč, da tudi tako imenovani drobni vsakdanji užitki, za katere bi lahko padli v skušnjavo, da bi nam pravzaprav morali povzročati občutke krivde,
lahko imajo izjemno pozitivne psihološke učinke. Dovoliti si take drobne vsakdanje zadeve je psihološko lahko zelo pomembno, čeprav včasih morda zaradi tega človek, ne vem, pridobi 1 kilogram ali pa se kje drugje pač pozna, da morda ni ne vem kaj najlepši ali pa da nima najbolj izklesanega telesa, ampak psihološko je pa to vendarle pomembno, no, in ta raziskava to potrjuje. Potrjuje nekaj, kar v psihologiji obstaja šele zadnjih 30 let, in sicer, da obstajajo tako imenovane relational goods. To so dobrine, izjemno pomembno spoznanje, rodilo se je šele tam nekje v drugi polovici 80. let prejšnjega stoletja, da obstajajo relacijske dobrine, če jih lahko tako imenujem, ki jih ljudje po definiciji uživamo skupaj. Skupno gledanje filma, ogled na nogometne tekme, praznovanje in tako dalje. Relacijske dobrine so zelo, zelo pomembne, ne samo za doživljanje zadovoljstva posameznika, zlasti čustvenega, ampak tudi bistveno pripomorejo k občutju globokih medsebojnih odnosov oziroma globoke medsebojne povezanosti. Seveda to, uživanje takih dobrin ni vezano samo na dom. S tem se danes ukvarja množica recimo ljudi, menedžerjev, tudi na delovnih mestih. Kako na delovnih mestih ustvariti pogoje, da se bodo ljudje na tak način več družili, medsebojno povezovali, da ne bo samo vsakdo v svojem kubiklu ali pa v svoji pisarni ali pa v svojem oddelku ali pa v svojem nadstropju počel tisto, kar pač počne. Se pravi, relacijske dobrine. Torej, to so dobrine, ki jih uživamo skupaj. En človek, ki bi užival tako dobrino sam, bi bil zelo klaver. Predstavljajte si enega človeka na nogometnem stadionu, ki gleda tekmo, preprosto absurd. To je nemogoče. Se pravi, relacijske dobrine se gremo, odidemo, odpravimo se jih uživati skupaj. No, to je eden od temeljev, to je eden od stebrov psihologije izoliranosti, samotnosti in osamljenosti. Poudarjamo torej pomen relacijskih dobrin, ki seveda v mnogočem tudi nasprotujejo individualistični logiki naših vsakdanjih življenj, ki smo jim podarjeni pač bolj ali manj. Mogoče še ena stvar, ki jo velja iz te raziskave izpostaviti. Tukaj zgoraj vidite rdeče počrtano, to nekaj, kar smo mi že povedali, se samo dobro počutimo, ker očitno tudi ta raziskava potrjuje to, kar smo mi zadnjič rekli, kako pomembne so social connections, medsebojni odnosi, da so tako kot hrana. In mogoče še to, kar je označeno z modro, temu se reče social fuel tank, to je še izraz v angleščini, kako po slovenščini bi morda rekli, da si napolnimo baterije. Teh socialnih baterij seveda si ne more posameznik napolniti sam. To se po definiciji napolnjuje skupaj. In raziskava pravi, kako pomembno je, da to počnemo redno, da se to dogaja, da je to nekaj, kar nam postane recimo navada, tako rekoč skoraj rutina, če lahko ta izraz uporabim, da se človek, da nima občutka, da je disconnected, da je izločen, da je izključen, da ni več povezan. Izjemno pomembno. Se pravi, povezave med ljudmi niso nekaj, kar vzpostavimo, pa to kar traja. Ampak je to nekaj, kar je tako kot rezervoar. Če ga nenehno ne polnimo, seveda čez čas je zgolj prazen. No, zdaj pa gremo še bolj globlje, še bolj podrobno k psihologiji. Že prej sem rekel, da se bomo natančno pogledali, zakaj zadeva z spoštovanjem, medsebojnimi odnosi, v katerih bi spoštovali drug drugega,
zakaj ni tako zelo preprosta, kot bi morda radi, ali pa kot se zdi. No, ena raziskava, tudi objavljena bila 2 dni nazaj, potrjuje pravzaprav spoznanje, ki ni tako zelo neznano, že kar nekaj časa to vemo, ampak vendarle še enkrat se je izkazalo tole in izvedeli smo še nekaj podrobnosti, zakaj tako je. Zdaj, preden se lotimo te raziskave, bi lahko rekli naivno psihološko takole. Zlasti v tem času izoliranosti, če bomo ljudem, tako kot se reče, dali dovolj nasvetov in navodil in jim poslali priročnike in povezave do lepih video vsebin in tako dalje, bodo ljudje vedeli, kako se stres premaguje, kako živiš v času izoliranosti, in potem bomo vsi srečni. Nažalost, niti približno tako ni. Tudi v sicer, recimo, ko se ta ljudje pogovarjajo ali pa ko pridejo v terapijo ali v analizo, kar velikokrat rečejo, a mi kakšno knjigo priporočate, ali pa a mi poveste kakšen članek ali pa kaj naj preberem. Zadaj je pa ideja, potem bom prišel do enega novega spoznanja, do enega novega vpogleda in mi bo to pomagalo pri reševanju vsakdanjih izzivov, s katerimi se srečujem. Ne bo. Zadeve preprosto, kot sem že večkrat rekel, niso tako preproste. Bilo bi krasno, bilo bi čudovito, vendar ni. No, in kaj torej ta raziskava potrjuje? Lahko najprej ugotovimo takole. Pridemo do dobrih idej. Prebrali smo dobre knjige in članke in metačlanke in analize in vprašali smo modre ljudi in imamo res veliko znanja. Naprimer v tem, kako spoštovati druge ljudi, kako, če smo učitelji, spoštovati dijake in učence, kako spoštovati svoje otroke, če smo starši, kako spoštovati otroke, če smo, vzgojiteljice v vrtcu, kako spoštovati delavce, če smo direktorji, itd. Imamo ogromno znanja. Zdaj pa opazujemo, kako se ti ljudje obnašajo. Ali to znanje tudi uporabljajo? Torej, nesporno smo ugotovili, da ga imajo. Trdijo, da ga imajo. Podpišajo se, da ga imajo. Znajo ga povedati, recimo na kakšnem testu, lahko preverimo, ali ga imajo. Torej, nesporno ga imajo. Zdaj pa opazujemo, kako se obnašajo. In opazujemo in ugotovimo, da ljudje pri svojem vsakdanjem odločanju o teh temah, o katerih smo ravnokar govorili, se pravi, zdaj ne govorimo o nekih drugih, o teh temah, se pravi, medsebojno spoštovanje, bla, bla, bla. Da se ljudje zanašajo predvsem na 3 načine, na 3 dejavnike, ki so lahko v ostrem nasprotju s tem, kar sicer vedo. In smo ravnokar ugotovili, da vemo, da to znanje imajo. Ljudje se pogosto odločajo na podlagi svojih, kot se temu reče, občutkov iz drobovja. Moj občutek mi pravi, moj feeling je, zdi se mi, vtis imam, nekaj mi pravi in tako dalje. Nažalost so taki občutki pogosto čisti bias, so čista prevara, čista zmota, popačenje, ampak ljudje se na to velikokrat močno zanašajo. To je prva zadeva. Druga zadeva, ljudje se odločajo preprosto po rutini. Preprosto tako, kot so navajeni. Tako, kot sem se zadnjič, pa predzadnjič, pa 5 let nazaj, se bom tudi zdaj. Zlasti seveda, če imam občutek, ampak spomin je zelo nezanesljiva zadeva, če imam občutek, da je takrat delovalo. Ampak tudi spomin nas velikokrat vara, ker je ekstremno nezanesljiv, o tem je seveda tudi že bilo dosti povedanega in napisanega. Ali pa, kar je spet povezano z neposrednim spominom, kratkoročnim spominom, to je pa tretja zadeva, ljudje se pri odločanju zanašajo na to, kar je delovalo zadnjič. Če je zadnjič, je precej verjetno, da bo tudi zdaj, kar je seveda čisto vraževerje. Ampak ljudje se tako pogosto odločajo.
še enkrat poudarjam, kljub temu, da imajo znanje, kaj je zanje najboljše, kaj bi bilo optimalno, kaj bi bilo najbolj spodbudno, kaj bi bilo najbolj razumno in najbolj realistično. Seveda, to terja odgovor na vprašanje, zakaj je tako? Zakaj se tako odločajo? Prvi odgovor bi seveda bil, ampak tega smo že pravzaprav vnaprej izločili, da se ljudje napačno ali slabo odločajo, ker preprosto se ne znajo drugače. Po eni strani je morda to res, če se v preteklosti niso naučili ustreznejšega obnašanja oziroma odločanja, po drugi strani pa vidimo, da se znanje, to smo na začetku postavili kot aksiom, znanje imajo. Pravi, še vedno nismo prišli do odgovora, kaj je potem tukaj problem. Odgovor, ki smo ga tudi tukaj označili za modro, je, ljudje imajo znanje, ljudje vedo, kaj bi bilo zanje najboljše, morda imajo veliko izkušenj iz preteklosti, da je bila določena odločitev zanje zares dobra, ampak zakaj tega ne naredijo? Preprosto ne naredijo. To je zelo trivialen odgovor na vprašanje, zakaj ne naredijo. Enostavno se tako odločijo. Ampak to je šele prvi, ni še to ta zadnji, ni še najboljši odgovor, zakaj se ljudje pogosto odločajo kljub vednosti, kljub znanju, slabo, narobe ali pa celo tako, da jim škodi. Bolj podroben odgovor je tale. Zaradi načela ugodja se je lažje, manj naporno je odreči disciplini, ki je povezana z vednostjo. Lažje je zamahniti z roko pa reči, sej bom drugič, ali pa jutri, ali pa po novem letu, ali pa zdajle lahko samo malo, več pa ne morem, ker sem utrujen, ker imam ne vem, katere težave, imam delo, sem preobremenjen, sem pod stresom, kaj pa vem, se bom drugič potrudil bolje. Se pravi, preprosto gre za načelo ugodja. Lažje je tako. In hkrati je treba poudariti, da razvijanje dobrih odnosov, občutkov, globoke povezanosti in tako naprej terja disciplino. Terja nekaj, kot smo že prej nakazali, kar naj bi se zgodilo velikokrat, vedno znova, da ne bo ta rezervoar počasi postal prazen. Odgovor na vprašanje, zakaj se tako odločamo, je tudi povezan res se mi zdi zelo dober, s tem, da naši možgani delujejo tako, da, to smo že tudi večkrat poudarili, izjemno selekcionirajo informacije, tudi tiste, s katerimi ljudje sami sebe nagrajujemo. Pravi, ljudje imamo občutke, imamo spomin, da smo bili v podobnih situacijah za boljše odločitve nagrajeni, da nam je nekaj uspelo narediti in tako dalje, vendar se tudi na ta spomin, ki je lahko zelo natančen, ni zdaj pač kar vsak spomin nezanesljiv, enostavno ne zanesemo oziroma se ga ne lotimo na ta način, da bi ga vzeli za res, kot se reče, da bi se, kot pravijo ljudje, vzeli v roke. To je del odgovora, zakaj vednost, zakaj znanje ni zadosti. Drugi del odgovora je povezan z eno drugo raziskavo, s katero so raziskovali napovedne dejavnike, s pomočjo katerih bi znali napovedati, kako se bodo ljudje obnašali v prihodnosti. Ne samo jutri, ampak tudi kasneje. Psihologe, nevroznanstvenike, kognitivne znanstvenike
je zelo zanimalo, ali obstajajo taki prediktorji. Prediktorji, ki seveda pomenijo, da ko jih enkrat poznamo, se seveda do določene mere zmanjša to, kar ljudje imenujejo svobodna volja, spravi se zmanjša možnost, da se bodo obnašali drugače, kot se že do zdaj. Ne glede na to, kaj vejo, kakšno znanje imajo, koliko novih knjig so prebrali in tako dalje. No in izkazalo se je, in tukaj je izpostavljen en rezultat te raziskave, kako pomembno je recimo vedenje v zgodnjem otroštvu. Ampak, ko rečemo v zgodnjem otroštvu, to pomeni v prvih 3, 4, maks v prvih 5 letih življenja. Ko nastajajo, ko se oblikujejo temelji, seveda ti temelji niso take, da jih pol kar prestaviš, kakor se ti zdi po svobodni volji. Pač ni tako, hvala Bogu. Če se spomnite, smo zadnjič že govorili, saj mislim, da sem tukaj govoril, da je osebnostna struktura, ko je enkrat izoblikovana, zato potrebuje približno 1/4 stoletja, ampak ko je osebnostna struktura izoblikovana, je, če ni zelo poškodovana, kar zelo stabilna. Je kar zelo stabilna, pravzaprav stabilnost je tako rekoč sinonim za osebnostno strukturo, ker če ne bi bila stabilna, bi se podrla. Se pravi, ko govorimo o osebnostni strukturi, je praviloma precej stabilna, in ko rečemo, da je struktura stabilna, seveda lahko je tudi patološka. Tudi patološka osebnostna struktura je stabilna. Tudi nevrotična osebnostna struktura je stabilna, je pač nevrotično stabilna ali pa stabilno nevrotična, kar je še boljše. Se pravi, če je človek nevrotičen danes, bo verjetno tudi jutri. Če ima, ne vem, anksiozna stanja, ki se ponavljajo, se bodo najbrž tudi jutri. Se pravi, ko govorimo o stabilnosti, mislimo na oboje. Stabilna osebnostna struktura ni samo tista, ki je pozitivna, če uporabim samo en izraz, da ne bom predolg. Tudi Hitlerjeva osebnostna struktura je bila stabilna. Mislim, da je to precej jasno. In napovedni dejavniki pravzaprav segajo v zgodnje otroštvo. V zgodnje otroštvo zlasti je pri tem pomembno za nas, pa še posebej govorimo o izoliranosti, osamljenosti, samotnosti, to, kar imenujemo vedenjske inhibicije. Ko se otrok nauči inhibirati, blokirati svoje impulze, svoje vedenje, razmišljanje in tako dalje, kar do določene mere seveda mora. Temu pač rečemo socializacija in tako dalje, do določene mere, ampak ne pa več kot to. Te inhibicije, kot vidite, so tako močne, da imajo napovedno vrednost za 20 let vnaprej. Za 20 let vnaprej lahko rečemo z določeno zanesljivostjo, seveda ne govorimo o absolutnosti, z določeno verjetnostjo, ta otrok, ki ga zdajle opazujemo in je star 3 leta, se bo do določene mere podobno obnašal tudi, ko bo star 23. Kar je spet za nas pomembno, ker je to kar precejšnja ovira, ko razmišljamo, kaj bi naredili, in mi tukaj razmišljamo o tem, da bi ali premagovali določena stresna stanja, anksioznost in tako dalje, ali pa da bi kakšen odnos poglobili, vzpostavili kakšne boljše, bolj kakovostne medsebojne odnose. Premagovanje inhibicij, ki nam to lahko preprečujejo ali pa nas pri tem ovirajo, je dolgotrajno, zamudno, naporno delo ali pa včasih preprosto ni mogoče. Tole bomo zdaj prestavili. Jaz bi samo vprašal tebe, Suzana, kaj imaš čas pod nadzorom, kot imam še? Imaš še sam trenutek, 6 minut. Aha, 6 minut. Hvala lepa, pa bom pa še te 6 minut izkoristil, da glih tole še komentiram, kar je zdaj na zaslonu. Prav. Ok, bi pravzaprav povzel, pa se imamo pa še 4. predavanje pred sabo, če boste za. Povzamemo lahko
tole. In 5 točk je, ki se mi zdi, da kar dobro povzemajo vse, kar smo do zdaj povedali in so lahko zanimivo dobro izhodišče za kasnejše delovanje, zlasti seveda potem, ko bo te pandemije konec, ko se bomo vrnili v svoja običajna delovna okolja. Velja pa seveda tudi že v naših domovih. Ena od ključnih, najbolj pomembnih zadev, ki jih izpostavljam, je torej tole, pod točko 1. Torej, vsak človek, ne glede na to, odkot je, v kateri kulturi živi, v katerem občestvu, tako dalje, koliko je star, potrebuje močne občutke, da ga drugi ljudje sprejemajo, kot se reče, takega, kot je. To je za začetek. Seveda boste takoj ugovarjali, pa boste rekli, ja, jaz Hitlerja že ne sprejem takega, kot je, in imate prav. Ampak to potem terja dodatne komentarje, to potem za drugič. Ena od ključnih zadev je tudi čustvena bližina. Ni pomembno, ali je to na delovnem mestu, ali je to doma, ali je zunaj v kavarni, ali kjerkoli že, seveda spet to ne pomeni z vsemi ljudmi, ampak večja čustvena bližina pomeni, spet govorimo, pustimo zdaj Hitlerja, pa Stalina, pa druge, pa psihopate pri miru zaenkrat, pomeni večjo stabilnost. To je eden ključnih dejavnikov pri stabilnosti osebnostne strukture, o kateri govorimo. Čustvena bližina z občutki, da me vsaj nekateri ljudje, da mi pripisujejo visoko vrednost. Meni kot osebnosti, da me cenijo, spoštujejo, priznavajo, tako rekoč, da sem vreden že s tem, ko obstaja, ne da bi me nenehno popravljali, komentirali, kritizirali, pa govorili, kaj vse bi lahko, če bi hotel, pa bla, 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 bla. Govorimo o nečem, kar je pravzaprav a priori. Tretji dejavnik je spet v močnem kontrastu s tem, kar tudi živimo do določene mere v vsakdanjem življenju kot individualistična bitja, da si občutke zadovoljstva in sreče delimo. Ljudje, ki pravijo, da se čutijo izpolnjene, da so zadovoljni v svojem življenju, da so celo srečni, hkrati trdijo, da je eden od ključnih dejavnikov, da se tako počutijo, ta, da vse te svoje občutke delijo z drugimi. Seveda spet ne z vsemi in tako dalje, to je najbrž jasno. Pravi, ta pregovor, ki ga v slovenščini tudi poznamo, da je sreča dvakrat večja, ko jo deliš z nekom, je zelo posrečena. Ta pregovor je zelo posrečen. Četrti dejavnik je, da imamo ob sebi vsaj enega človeka, ki nas zna, ne z nekimi preprostimi nasveti, zdaj se že malo ponavljam Kalajna, ki nas zares zna potolažiti takrat, ko je hudo, ko je težko. In tega se je treba naučiti. In samo vednost in znanje, o tem smo prej govorili, je premalo. No in seveda še en dejavnik, ko govorimo o premagovanju, to je pač najtežje, ker izboljševanje pogojev življenja, zlasti empiričnega življenja, ko govorimo o premoženju in plačah in tako dalje, ni nekaj, kar bi človek naredil zlahka, sploh pa to ni zelo povezano s psihologijo in zelo verjetno je, ker glede na to, kako se bodo zdaj države zadolževale, da nas kasneje, ko bomo šli, ko bo pandemija konec, ko bomo šli nazaj, čaka spet močno zategovanje pasov, ker ves ta denar bo treba vrniti, gospodarstvo bo bistveno bolj prizadeto, kot je bilo leta 2008-2009, in če smo takrat imeli močne ukrepe, torej krčenje javne porabe, itd., zniževanje plač in tako dalje, zna biti, da bo zdaj tega še več, kar pa pomeni, morda malo ironično, da bo vse to, o čemer smo do zdaj govorili v prvem, drugem in tretjem predavanju, še bolj pomembno, kot se zdaj morda zdi. Jaz mislim, da mi je čas potekel, zato se vam zahvaljujem za vašo potrpežljivo prenašanje